Vsem gledalcem želimo vesel praznik vrnitve Primorske matični domovini. V četrtek so ta dogodek že tradicionalno obeležili tudi ob sidru na Kongresnem trgu v Ljubljani. Poleg pevskega programa sta zbrano množico nagovorili predsednica Socialnih demokratov in poslanka SD iz Kopra Majra Hot. Vesela sem, da praznujemo priključitev Primorske. Naš prijatelj Matjaž Nemec se je zelo boril za to, da bi bil sprejet tudi zakon, ki bi ta praznik poimenoval tako, kakor mu gre. Mi pravimo, da smo se priključili in v tem ni nič narobe, ampak kljub temu, da smo se borili za to, nam v tem kontekstu ni uspelo, tako da žal je to še en boj, ki nas čaka. Primorci smo vrsto let trpeli še pred ostalimi Slovenkami in Slovenci pod hudim fašizmom. 20 let, preden se je sploh začela druga svetovna vojna, je nam bil odvzet naš jezik, naša kultura, naše običaje. Ampak nismo se dali. Naš boj je bil trden, naš boj je bil močan in morda je bil zato toliko bolj silovit. Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve pa je spomnila na nekaj še odprtih vprašanj z Italijo glede priznavanja napak iz preteklosti. Prejšnji vikend sem imela priložnost, da sem obeležila dve pomembni mejniki, obletnici na Rabu, kjer smo bili skupaj z dvema predsednikoma, ko smo spremljali grozodejstva, kaj povzroči hud fašizem v enem najhujših koncentracijskih taborišč in v Bazovici. V Bazovici moram reči, da je vedno slišati pretresljive zgodbe preteklosti in korak po koraku, jaz mislim, da moramo kot država, kot družba, kot ljudje prispevati k temu, da se zavemo, kaj pomenijo grozodejstva vojen, fašizem, nestrpnost, sovraštvo, da smo najmočnejši takrat, ko stopimo skupaj in da opozarjamo na ta grozodejstva, da se ta zgodovina ne sme več nikoli ponoviti. In v Bazovici je vedno tisti opomin, da bo morala italijanska država priznati, da ne gre za 4 teroriste, ampak gre za bazoviške junake in heroje. In vsako leto gremo korak po koraku v tej smeri. Slovenija in slovenska država vsakič znova opozarja na mešano komisijo, italijansko-slovensko, na zgodovinska dejstva, ki jih ne smemo izkrivljati in prirejati, ampak spoštovati. Glavna slovesnost ob 76. obletnici priključitve Primorske k matični domovini bo letos v soboto, 16. septembra ob 11. uri v Opatjem selu. Kot so zapisali pri Združenju protifašistov, borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in veteranov Koper, je to tudi datum, na katerega bi morali prestaviti ta praznik, kajti prav na 16. september leta 1943 je vrhovni plenum Osvobodilne fronte sklenil, da se priključi vsa Primorska s Trstom, Gorico in Benečijo. In nikoli ne bomo pozabili, kdo je bil na pravi strani zgodovine in kdo so, čisto preprosto rečeno, ponosni nasledniki kvizlinga in fašizma. Ti ljudje v Sloveniji ne smejo priti na oblast nikoli več. Smrt fašizmu! Bliža se 1. oktober, začetek študijskega leta in s tem prihod študentov. Tudi letos se študenti Univerze na Primorskem soočajo s pomanjkanjem stanovanj. Kakšna je situacija na stanovanjskem trgu za študente? Žal zelo slaba, malo boljša med študijskim letom kot zdaj čez poletje, ampak zelo je težko dobiti stanovanje, vsa stanovanja so draga in ni lahko za študente. Kaj ti živiš v domu ali? Med študijskim letom ja, ampak žal čez poletje študentski dom je hotel, kar pomeni, da ne moremo ostati tam, kar pomeni, da se selimo vsak julij in oktober. Študentskih sob na obali ni dovolj, število vpisanih študentov pa je vedno večje. Zato se na univerzi trudijo povečati število postelj v njihovi lasti. Tako bodo od 1. oktobra na voljo tudi nove sobe v prenovljeni stavbi pri študentskem domu v Prisojah. No, tukaj, kjer stojimo, to je starejša stavba, dobrih 50 let ima in v bistvu prenovilo se je praktično vse, razen skelet je ostal in v stare dane gabarite smo
skušali umestiti čim več novih študentskih ležišč. Teh je 82 zdaj urejenih in dela so res v zaključni fazi. Ta teden se prihaja oprema in se montira in tako da računamo, da s 1.10., ko se začne študijsko leto, da bo vse nared za 82 novih zadovoljnih in srečnih študentov, ki bodo dobili mesto tukaj. Število postelj v Prisojah se je tako od 160 povečalo na 242. Ker v študentskih domovih ni dovolj prostora, študenti iščejo alternativne rešitve. Velik delež študentov mora stanovanje iskati pri zasebnikih. Imamo več vrst študentskih domov, recimo v študentskih domovih v lasti Univerze na Primorskem je skupaj 521 postelj, vključno s temi novimi. Potem imamo tu še dijaško-študentske domove, ki se pravi Koper, Izola, Piran, v katere se namesti preko 300 študentov. Potem imamo nekaj manjših zasebnih študentskih domov in potem imamo še precej, se pravi 500 zasebnikov z subvencijo, kamor tudi nameščamo študente. Težava, s katero se soočajo tukajšnji študenti, ni značilna samo za Obalo, saj je stanovanjski trg marsikje bolj naklonjen turizmu. Nobena univerza ne namesti vseh študentov v študentske domove, povsod so tudi na zasebnem trgu. Vendar ta zasebni trg zadnja leta se spreminja. Prihajajo te nove platforme Airbnb, Booking in tako naprej, tako da vse proste kapacitete nekako so vedno bolj turistično orientirane. Zato spoznavamo ne samo naša univerza, tudi ne samo Ljubljana, tudi naša partnerska mreža evropskih univerz, se pogovarjamo in imajo marsikje, da ne rečem povsod, podoben problem. Edina rešitev je povečanje deleža lastnih kapacitet, se pravi študentskih domov v lasti univerze. Gradnja novih študentskih domov je draga in dolgotrajna, zato univerza išče druge rešitve, kot je prenova obstoječih stavb in prostorov. Študije pri pripravi občinskega prostorskega načrta so pokazale, da ima koprska občina 2800 stanovanj premalo. Prav tako je zaskrbljujoč podatek, da je od 20 do 30% stavbnih površin ali hiš v številnih naseljih na podeželju zapuščenih. To je povprečno vsaka 5. hiša. Zapuščene so pa predvsem zato, ker so nerešena vprašanja dedovanja, torej več različnih dedičev ali pa več desetin dedičev razpršenih po svetu, nekaterih že kar nekaj desetletij ne več živih. In postopek za to, da se neka parcela ali pa v bistvu nek objekt aktivira, torej da lahko se nekdo vseli, je precej dolgotrajen z neznanim izidom. Torej lahko traja tudi desetletje ali pa več. Skratka, zelo slaba motivacija za neko mlado družino, ki bi se rada vselila nekam tudi na podeželje. Skratka, razvojni kamen našega podeželja je to. Rok, ki ga imajo neznani dediči in upniki na voljo po objavi oklica, da se javijo sodišču, je po zakonu o dedovanju 1 leto, celoten postopen aktivacije zapuščene hiše pa je zapleten in dolgotrajen. Traja lahko tudi desetletje, zahteva veliko resursov, izid pa je vprašljiv. Na občini si želijo, da se ta problematika reši. V prvi fazi prav gotovo z poenostavljanjem nekaterih postopkov, torej skrajšanjem postopkov objave na oglasni deski, če se javijo dediči in tako dalje. V nadaljevanju pa bi rad, da se tudi odpre vprašanje svetosti lastnine, torej vprašanje, ki so se ga lotili že po različnih državah in pri nas še ne. Torej, če vemo, da najverjetneje se neki dediči razmetani po svetu ali pa ne več živi ne bodo pojavili, torej dajmo te parcele, te nepremičnine na nek način aktivirati in če slučajno se kdo pojavi, potem naj dobi ustrezno nadomestilo, ampak ne smemo si dovoliti, da ne zapolnimo tistih kapacitet, ki jih naši prebivalci potrebujejo.
Na občini so še prepričani, da bi lahko že z manjšimi spremembami zakonodaje dosegli bistveno hitrejše zapuščinske postopke. Pri pobudi za spreminjanje pa se je odprlo tudi vprašanje svetosti lastnine oziroma kje postaviti mejo, da lastnina še velja za nedotakljivo. Nekje bo treba to znižati. Torej, če vemo, da je nekdo že mrtev nekaj desetletij, verjetno en kup nekih postopkov se lahko tudi preskoči. Če vemo, da so lastniki razmetani po svetu, verjetno ne bodo prišli živeti v eno 50-tino neke razpadajoče hiše. Torej bo treba pač nastaviti stvar tako, da bodo dobili primerno nadomestilo v primeru, da se jih najde. Slednje v praksi pomeni, da če en dedič oziroma lastnik nepremičnine zanjo ne skrbi oziroma se zanj ne ve, ali je še živ, drugi dedič, ki je za nepremičnino zainteresiran, vplača znesek dela nepremičnine v poseben sklad in s tem aktivira nepremičnino. Če bi se v določenem roku pojavil prvi dedič, bi prejel znesek iz sklada, še sporočajo iz občine. Na tak način bi lahko zapuščeni prostori hitreje služili kot bivanjski prostor za mlade družine ali kogarkoli, ki se spopada s stanovanjsko stisko. Mestna občina Koper konec meseca septembra ponovno prireja javno dražbo za prodajo občinskih nepremičnin. Prodaja se dvosobno stanovanje s kletjo v Bertokih in 13 gradbenih parcel v Marezigah, Spodnjih Škofijah, Svetem Antonu, Elerih, Šmarjah in Hrvatinih. Javna dražba se bo odvijala v četrtek 28. septembra ob 10. uri v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10. Eden izmed pogojev za udeležbo na javni dražbi je plačilo varščine v višini 20% od izklicne cene nepremičnin. Varščino je potrebno vplačati najpozneje do 25. septembra. Več informacij o velikosti, ceni in značilnostih nepremičnin dobite na uradni spletni strani koprske občine. V četrtek, 14. septembra, so na redni občinski seji zasedali svetniki občine Izola. Po potrditvi zapisnika z julijske redne seje so svetniki glasovali o nadomestnem članu občinskega sveta. Zaradi odstopa ene od svetnic je bil na njeno mesto imenovan Evgen Komljanec. V nadaljevanju so svetniki soglasno potrdili nakup nove avtolestve za gasilsko vozilo gasilske brigade Koper. Svetniki so soglasno sprejeli tudi obvezno razlago 7. odstavka 33a člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izolsko podeželje, ki zadeva pravila postavljanja pomožnih objektov na kmetijskih površinah v občini Izola. Zaradi napačnega tolmačenja tega člena se namreč dogaja, da lastniki kmetijskih zemljišč na svoje parcele postavljajo kažete, ki jih uporabljajo kot počitniške hiške. Ker gre za kmetijska zemljišča, ki tudi niso komunalno opremljena, to neposredno škodi izolskemu kmetijstvu in prihodkom izolske občine. Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel odlok o porabi sredstev proračunske rezerve občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic letošnjega hudega neurja in poplav, svetniki pa so potrdili še prodajo več nepremičnin v lasti občine Izola. Pred začetkom seje je svetnike pred stavbo pričakalo okoli 20 občanov, ki so izrazili protest proti nameri prodaje še nedokončane stavbe zadružnega doma v Šaredu. O tej pobudi sicer občinski svet na včerajšnji seji ni razpravljal. Več o tej zgodbi pa v eni od naslednjih oddaj. Mestna občina Koper je dobila prvo sobo za dojenje, ki bo doječim materam na voljo v pritličju otroškega in šolskega dispanzerja v zdravstvenem domu Koper. To je eden izmed korakov v programu za pridobitev naziva Dojenju prijazno mesto. Želimo pravzaprav delovati na različnih nivojih, ne samo na nivoju ozaveščanja o pomenu dojenja, ampak tudi s čisto konkretnimi ukrepi v okolju. V aprilu smo že vzpostavili skupino za doječe matere, kjer
strokovno usposobljene medicinske sestre s certifikatom tudi nudijo suport, tako na skupinski ravni kot tudi na individualni. Z današnjim dnem pa odpiramo še nov prostor, kjer bo dojenje za mamice še toliko bolj prijetno izvedeno v lokalnem okolju. Namen sobe je materam ponuditi varen prostor in miren kotiček za dojenje, saj je to dejanje precej intimna zadeva. Nekatere matere imajo zato lahko zadržke do dojenja na odprtem. Ja, v bistvu dojenje je vseeno najboljši način prehranjevanja dojenčkov. V mleku je poleg teh hranilnih snovi ogromno tudi drugih bioloških aktivnih snovi, ki pomagajo pri imunosti otroka in delujejo v prid bolezni, torej skrajšujejo, zmanjšujejo število obolevnosti in tudi zmanjšujejo nastajanje kroničnih obolenj. Soba bo odprta med delovnim časom zdravstvenega doma, kar je od 7 do 20 ure. V prostoru lahko hkrati dojita 2 materi. Prostor pravzaprav ne ponuja samo enega intimnega zavetja za dojenje. Tukaj bo mamica lahko svojega otroka tudi previla. Vkolikor pa so sorojenci zraven, bodo med dojenjem lahko ti tudi še kaj postorili, kaj ustvarili, tako da je nekaj opreme tudi zanje poskrbljene. Sodelujoči si želijo, da bi bilo v prihodnosti takšnih sob čim več. Upam, da bo prišla čim prej in čim bolje v uporabo, tako da se bo izkazalo, da je potrebe potem še več in če bo potreba, skladno z smernicami za ustvarjanje dojenju prijazne občine in konec koncev občine, kjer se ljudje dobro počutijo, bomo jasno poskrbeli za to, da se zgodi še kakšna. Slovenske lekarne v septembru vsako leto priredijo dneve odprtih vrat. Pobudi so priključene tudi obalne lekarne Koper, ki bodo od 11. do 19. septembra pred svojimi lekarnami postavile stojnico. Obiskali smo jih na Titovem trgu, kjer je akcija potekala v ponedeljek. So september mesec, dnevi odprtih vrat slovenskih lekarn na temo prehrana in zdravila. In na to temo imamo vedno vsak september brezplačne meritve v vseh obalnih mestih, ker so prisotne obalne lekarne. Tako da so brezplačne meritve holesterola in sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Kakšnega zdravja so ljudje, ki pridejo? Ja, različno. Eni radi dobro jejo in potem se jim to pokaže na krvi. Ampak lahko tudi s temi izdelki potem si malček uravnavajo probleme. Ja, na naraven način si zelo lahko pomagajo, ne? In z gibanjem seveda. Torej jih tudi poučite v bistvu. Ja, in povemo, kar morajo narediti, se posvetujemo z njimi, malo njihove navade, prehrana in tako. Pred koprsko osrednjo lekarno se je v dopoldanskih urah zvrstilo okoli 40 ljudi, ki so prišli preveriti svoje zdravstveno stanje in poklepetati s farmacevti. Poleg zeliščnih izdelkov galenskih laboratorijev so jim na stojnici postregli tudi s čajem za čiščenje krvi. Sem zmerila sladkor in kolesterol. Krvni sladkor in krvni kolesterol. No, sladkor imam v redu, čeprav sem že jedla. Kolesterol imam zvišeno, zdaj bom probala s čajem. Če ne bo šlo, bomo šli zdravniku. Sicer ste izvedela, kje je za to, ali ste slučajno prišla mimo? Ne, sem že enkrat videla, zdaj stanujem tu v bližini. Ampak sem že, ne vem, lani, predlani, ne vem kdaj. V ponedeljek 18. septembra bodo na stojnici obalnih lekarn meritve izvajali še pred lekarno v Hrpeljah, v torek 19. septembra pa pred lekarno v Semedeli. Mestna občina Koper je objavila javni razpis za oddajo poslovnih prostorov. Gre za 3 lokale v starem mestnem jedru, 2 na Gortanovem trgu in enega na Dimnikarski ulici. Prvi prostor na Gortanovem trgu se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe in meri 12,65 kvadratnih metrov. Napovedana cena najema pa je 127 evrov na mesec. Drugi prostor je v drugem nadstropju iste stavbe in obsega 22 kvadratnih metrov. Mesečna najemnina pa znaša 220 evrov. Za lokal na Dimnikarski ulici 8 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v izmeri 38,58 kvadratnih metrov pa bo najemnik moral odšteti 502 evra. Prostori se oddajajo za določen čas 5 let. Rok za oddajo ponudbi torek 26. september do 12. ure. Ponudbe bodo javno odprte v četrtek 28. septembra v prostorih Mestne občine Koper.
Medobčinsko redarstvo išče kadrovske okrepitve. Potrebujejo kar 8 novih občinskih redarjev pripravnikov. Pogoji za zaposlitev so srednješolska izobrazba, 6 mesecev delovnih izkušenj, znanje slovenskega in italijanskega jezika ter izpit B kategorije. Novi redarji bodo sicer razvrščeni na delo po vseh 4 obalnih občinah. Nova delovna mesta se odpirajo zaradi rastočih potreb občin ustanoviteljic. Že ob sami ustanovitvi se je ugotovilo, da je velik manko medobčinskih redarjev. Zaradi navedenega so tudi sprejeli relativno bogat kadrovski načrt in zato tudi občasno in redno objavljamo razpise in iščemo ustrezen kader. Mestni redar mora dobro poznati prometno zakonodajo in prometne predpise. Potrebno je tudi, da pozna občinske odloke in širino teh predpisov za poznanje vseh 4 občin in pa posebnosti območja in pa prometnih ureditev, pa ne samo prometa, zato ker redarji so pristojni tudi za marsikaj drugega. To me še zanima, kakšna pooblastila vse imajo? Poleg prekrškovnega ukrepanja lahko izrekajo opozorila, varnostni pregled, zasežejo predmete, opravijo zadržanje oseb. Tako da pooblastila so zelo široka in tudi ponavadi ob spremembi zakonodaje se tudi te pooblastila širijo dodatno. Medobčinska uprava Istra ima trenutno zaposlenih 37 uniformiranih medobčinskih redarjev za območje vseh 4 občin ustanoviteljic. Potrebe pa so veliko večje. Razlogov je več. Eno je seveda večanje prometa, pa ne samo, kot pravim, v turistični sezoni, tudi v celem letu. Dejansko seveda so tudi ureditve raznih parkirišč dodatnih, pa ne samo parkirišč, tudi se pravi tudi prometa, območij, kjer je potreben nadzor in predvsem pa prisotnost redarstva. Ne nazadnje pa lahko tudi govorimo o lokalnem prometu, kjer so vedno večje težnje po prisotnosti redarstva in trenutno ugotavljamo, da jih je premalo in jasno bi potrebovali veliko več kadra, da bi lahko pokrili kakovostnejše v bistvu teren. Na ključne mimoidoče občane smo pa vprašali, ali poznajo delo mestnega redarja. Mislim, da je to zanimiva zadeva. Res, da imajo ogromno pooblastil, lahko je tudi aretirajo občana, če se upira. Jih je pa dejansko premalo in tam, kjer bi morali biti, jih ni. Naprimer Semedelska promenada, kjer se vozijo kolesarji ob vikendi, polno jih je, otroci, tam jih malo vidim. Ne poznam, slišala pa sem po televiziji po poročilih, da so ji dali veliko pooblastil, da marsikaj počnejo, ker ne vem, če so niti izšolani in če so pripravljeni na to. Edino samo to lahko vam povem, nič drugega. Se vam zdi tako to delo zanimivo? Pa je, mislim, da je. Mislim, da jih kar potrebujemo, samo pravi, da niso vsi za vse, no, tako. Ja, tle da je, da gori. Kaj pa? Tle vozijo po pločni vse poprek, da te groza in strah. Dobro, ker ni prišel še do nesreče. Se pravi, mislite, da jih primanjkuje? Po mojem, ja. Tle, kje vidiš redarja? Kaj se vam zdi to delo zanimivo? Ne, ni. Zato, ker te prekovnejo, če daš kaze. Pač ne smeš dati tako ob cesto, ker lahko tudi dobiš kazen. Se ti zdi to delo zanimivo? Tako, niti ne. Ne bi delal? Ne. Osebno ne bi delal, ampak če drugi hočejo, naj počnejo to. Opažate pri zaposlovanju novega kadra tudi težave, ki so nasploh prisotne, recimo pomanjkanje delovne sile na splošno. Je to delovno mesto dovolj zanimivo, da pritegne ljudi? Opažamo sigurno en manko kadra. Zaradi navedenega tudi imamo poleg teh javnih natečajev, ki jih objavljamo redno, tudi na naši spletni strani en odprt natečajni postopek, v bistvu kot neka predprijava za interesente. In pa smo prisotni tudi vedno na sejmih zaposlitvenih, kjer predstavljamo poklic in nekako novačimo nove kadre. Dejstvo pa je, da se veliko pričakuje od redarjev. Kljub temu, da gre za srednjo izobrazbo, so pooblastila velika in pa tudi delo kot tako mora imeti neko razgledanost redar, da ni samo, kot se je v preteklosti govorilo, da samo kaznujejo. To je še najmanj. Pomembno je urejanje prometa, dajanje informacij in nekako sodelovanje tudi z občani.
Izbrani kandidati se bodo udeležili strokovnega usposabljanja, v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa bodo morali opraviti tudi preizkus znanja. Rok za prijavo se izteče 19. septembra. V slovenski Istri so pretekli vikend začeli trgati grozdje. S trgatvijo so pričeli tudi na kmetiji Jogan, kjer se vinogradi raztezajo na 5 hektarjih zemlje. Občutki so zmeraj tako mešani na začetku trgatve, ker veš, koliko dela te še čaka, probaš nekako narediti en plan pobiranja in veš, da bo 100-krat se vmes še spremenil zaradi pomoči drugih ljudi, zaradi narave, milijon stvari, ki vpliva na samo trgatev. Začeli smo s pobiranjem, sicer ta zadnji vikend. V soboto smo začeli z malvazijo in zdaj naprej nas čaka še refošk in vse ostale sorte, ki grejo za kakšna posebna vina. Že pred začetkom trgatve pa je potrebno veliko časa preživeti v vinogradih. Da bi ocenili primeren trenutek za nabiranje, morajo namreč iz dneva v dan izvajati razne meritve. To je treba skozi spremljati. V bistvu v času trgatve oziroma tedne v pričakovanju trgatve in celotno obdobje trgatve je treba preživeti kar precej časa v trtah. Redno merimo vsebnost sladkorja v grozdju, se pravi naberemo vzorce vsakega grozdja oziroma vsake lege posebej in spremljamo, kako rase vsebnost sladkorja. Ko pride blizu odločitve, kdaj se bo trgalo, je treba spremljati tudi, kdaj nivo kisline oziroma pH grozdja in pa zrelost pešk. Medtem, ko je bilo lansko poletje ogromno preglavic zaradi suše, je letos sive lase povzročilo poletno deževje. Zato so ponekod s trgatvijo pričeli malo kasneje kot ponavadi. Kar se tiče letošnje trgatve, zaenkrat smo zelo zadovoljni. Z malvazijo, ki smo jo že potrgali, mislim, da bo dala zelo lepe rezultate. Bo res ena taka lepa, kvalitetna malvazija, ki bo všečna marsikomu. Če je bila lanska mogoče malo močna zaradi te suše, bo letošnja res taka lepa, klasična. Nasploh se mi zdi, da je količin mogoče malo več kot v prejšnjih letih, ponovno zaradi vsega tega deževja, ki smo ga bili deležni. Na kmetiji Jogan ocenjujejo, da bodo letos nabrali nekje med 50 in 60 ton grozdja. V soboto 16. septembra bo na slovenski obali potekala že 14. akcija Čista obala. Dan svetovne čistilne akcije obal, morij in jezer bosta Guinnessov rekorder Martin Strel in rekreativni plavalec Gašpar Mišič že drugo leto zapored obeležila s plavalskim maratonom. Plavala bosta od Punte Piran do Rta Savudrije in nazaj v dolžini 10 kilometrov. Na petkovi novinarski konferenci v Marini Portorož so povedali, da je namen plavalne akcije ozaveščanje o problematiki mikroplastike. Tokrat bo njuno plavanje namreč spremljal tudi podvodni dron, ki je opremljen z detektorjem za vzorčenje vode in odkrivanje mikroplastike. Več o plavalski akciji si lahko ogledate naslednji petek, 22. septembra, v oddaji Pregled tedna. Na obali se lahko pohvalimo z vinsko fontano Marezige, ampak na Portugalskem se lahko pohvalijo z vinsko reko. No ja, v bistvu je šlo za nesrečo, namreč v majhni vasici sta počila 2 rezervoarja vina in se razlila. Kar 2,2 milijona litrov je šlo. Provento je caro. Só pode ter sido a mar. Foi a TAP, rebentou. E o perigo, aqui está. Epa, isto realmente. Aquilo que um dia se esperava veio a acontecer. O resultado de estaria Elvira. Vejam só, vejam como é que vai ficar o Rio Elvira. Vejam só. Vamos dar a volta lá acima, Mara.
Já vou contigo, peraí. Pozdravljeni! V tokratni epizodi Kulturnega napovednika vam poleg koncertov predstavim še izmenjevalnico oblačil, likovno delavnico in delavnico o varni uporabi interneta ter 2 fotografski razstavi. Že to soboto, 16. septembra, je ponovno čas za prvo jesensko izmenjevalnico oblačil, knjig in igrač, ki jo enkrat na mesec organizira Gibanje Zelenci. Od 9. do 14. ure se boste lahko na koprski tržnici znebili stvari, ki pri vas doma nabirajo prah. V zameno pa boste domov odkorakali s kakšnim novim kosom oblačila ali z novim čitivom v roki. Kar sem si Istra ti mi dala, pečat si vžgala za vse dni, zato se vsaka moja pesem ob tvojih strunah oglasi. Tovrstnega istrskega vzdušja se lahko v soboto naužijete v Krkavčah ob 11. uri. Tam namreč prirejajo pristen istrski dogodek, na katerem se boste lahko najedli avtohtonih istrskih jedi, naučili tradicionalnih istrskih običajev, si ogledali različne turistične atrakcije in prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Brnistra ter Rudi Bučar Trio. Sobotni večer lahko preživite v amfiteatru Auditorija Portorož, kjer se bo ob 8. uri odvijal zadnji poslovilni koncert obalne skupine Zmeljkov. Zasedba se sicer poslavlja že od lanskega leta, vendar izgleda, da je bilo slovo vedno doslej neuspešno. Istega večera ob isti uri bo koncert tudi v rock baru Figa, kjer bodo nastopile 4 različne glasbene zasedbe. Robert Vatovec in Vivian Music Team, ki preigrava avtorsko rock, jazz in pop glasbo, obalni pevec Leon Luigi Kozlar in Pearl Jam Tribute glasbena skupina ter Teen Project in rock'n'roll zasedba Delirium. Prav tako v soboto ob 20. pa se bo koncert odvijal še v izolskemu parku Pietro Kopo, kjer bodo nastopili Chicago Swing Quartet. Prisluhnimo odlomku njihove priredbe, skladbe The Lady is a Tramp. She gets so hungry, wait for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothered some people she ain't. That's why the lady is a tramp. V ponedeljek, 18. septembra, se bo ob 19. uri v glasbeni šoli pričel cikel dogodkov Mednarodnega festivala Kitarike. Na prvem koncertu bo nastopil Leonardo Medica Gregorič, ki bo poskušal poustvariti glasbo iz sveta klasične kitare. Istočasno bodo v glasbeni šoli odprli še fotografsko razstavo festivala Kitarike. Razstava obalnega fotografa Matevža Kocijana obsega fotografije gostov festivala med leti 2019 in 2022. V torek, 19. septembra, v izolski sončni dvorani organizirajo brezplačno likovno delavnico v tehniki kolaža na temo Drama vsakdana. Delavnico bo vodil akademski slikar Gianni Jaloši. Po delavnici ali pred njo si lahko ogledate še istoimensko fotografsko razstavo, ki bo na ogled do 3. oktobra. Razstavo fotovizije sestavlja 20 vizualnih pripovedi, ki so jih pripravile mlade fotografinje in fotografi. Prav tako v torek pa se lahko udeležite še Afrofusion koncerta v baru Hangar. Ob 21. bo na oder stopila Viala, doma iz Gane, v spremljavi slovenske zasedbe The Jaga Jagas. Priča boste lahko zahodnoafriškim ljudskim pesmim, ki jih je Viala obogatila še s pomočjo zahodnoafriške mitologije in energičnimi tradicionalnimi plesnimi gibi. Kdo je glavni, ti ali stroj? Je preventivna delavnica varne uporabe interneta, ki jo prirejajo v sredo, 20. septembra v Centru mladih Koper, s pričetkom ob 18. uri.
V četrtek 21. septembra se lahko odpravite v Sveti Anton, kjer bodo v sklopu projekta Kino Istra pred dvorano predvajali francosko socialno dramo Prezaposlena. Oglejmo si odlomek napovednika. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches, c'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Et avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Petek pa se bo v Centru mladih Koper odvijal koncert dveh obalnih glasbenih zasedb s pričetkom ob 21:30 minut. Oder bo ogrela grunge glasbena skupina Market Garden, za njim pa bo nastopila zasedba, ki rada pluje po različnih indie vodah, Nowhere. Najlepša hvala za pozornost, se vidimo prihodnji teden.